ki je namenjena papežu Benediktu XVI, ki danes zvečer uresničuje svojo napoved, da se bo odpovedal službi Petrovega naslednika in tudi rimskega papeža, ter s tem tudi pastirja vesoljne cerkve. Kot večina vas vseh najbrž tudi sam osebno nisem pričakoval takega odločitve, čeprav sem se v času študija v Rimu natančno seznanil s pravnimi predpisi, ki določajo vse, kar je v zvezi z hierarhijo cerkve, tudi z volitvami papeža in tudi z možnostjo, da papež lahko odstopi. O tem izredno govori zakonik cerkvenega prava. Pravzaprav pa niti nisem bil presenečen, ko sem o tem razmišljal, ko sem se spomnil srečevanj osebnih s papežem Ratzingerjem, tedanjim kardinalom Ratzingerjem, v kolegiju Teutonik, kjer sem študiral, kamor je prihajal vsak četrtek, ki smo se srečevali pri Sveti maši in potem tudi pri zajtrku. In za kosilo leta 2002, na božični dan, ko je bil že star 75 let, je tedanji kardinal Ratzinger izrazil željo, oziroma povedal o svoji želji, ki jo izrazil tedanjemu papežu, da bi zaključil svojo pot kot prefekt kongregacije na okvire, vendar je tedanji papež še želel, da ustraja na tej funkciji, v tej službi, dokler bo on še v funkciji papeža. Tako da sem ga doživljal kot izjemno preprostega in pa skromnega človeka. Toliko moja osebna izkušnja. Lepo pozdravljam tudi oba sogovornika, ki bosta danes sodelovala na tiskovni konferenciji. To sta profesor dogmatike na Teološki fakulteti, gospod Tone Štrukelj, prevajalec številnih papeževih, ki bo tudi predstavil njegov izjemen teološki opus, in pa na moje levi profesorja doktorja Franceta Dolinarja, cerkvenega zgodovinarja in arhivarja Nadškofijskega arhiva, ki pa bo predstavil nekoliko zgodovino papeštva, konklava, potem vloge kardinalskega zbora in pa tudi povezanost papeža Benedikta XVI. S cerkvijo na Slovenskem. Pa bi prosil najprej kar gospoda Dolinarja, da nekoliko predstavi ta zgodovinski vidik papeštva. Preden se posvetimo dogodkom, ki smo jih pričali, vlogi, pomenu in odmevnim odločitvam vladajočega papeža v odhodu in perspektive cerkve, poglejmo najprej nekoliko nazaj v zgodovino. Predvsem, kako so v preteklosti volili papeža in kakšno vlogo je pri tem odigral kardinalski zbor. V prvi cerkvi, v Antiki, so papeža navadno volili vsi zbrani duhovniki in navzoče ljudstvo. Volitve so bili javne, papeža so navadno izvolili kar z aklamacijo. Z rastjo pomena in vloge rimskega papeža, ki si je v teku zgodovine tudi sam dodajal različne naslove, kot veliki duhovnik, Kristusov namestnik, naslednik apostola Petra, služabnik Božjih služabnikov, patriarh Zahoda in podobno, se je povečal seveda tudi poskus svetne oblasti, da bi na papeški prestol prišel človek, ki je razmišljal podobno kot on in da bi preko tega kandidata, preko papeža, lahko vplivali tudi na razmere v cerkvi oziroma bolj konkretno na papeško politiko. V 6. in 7. stoletju so bili to predvsem bizantinski cesarji, od 9. stoletja dalje nemški vladari, nemški cesarji, nato so sledili francoski, španski in habsburški vladari,
ki so si pridobili celo pravico do veta predlaganega kandidata za papeža. Posegi svetne oblasti v volitve papežev so seveda vnašali zmedo in negotovost med kardinali in povzročili zlasti v srednjem veku včasih nerazumno dolga obdobja, ko je cerkev ostala brez papeža ali kot z latinsko besedo rečemo, ko je doživljala čas sedis vakance. Nekajkrat pa seveda tudi nasilno odstavitev postavno pravilno izvoljenega papeža in uveljavitev tako imenovanih protipapežev, ki so jih postavljali največkrat kar svetni vladarji. Lateranska sinoda leta 769 je določila, da imajo pravico voliti papeža samo kleriki. Papež Nikolaj II. Je na to sredi 11. stoletja, točno leta 1059, to pravico volitev papeža pridržal samo kardinalom. Po turbulentnem obdobju spora med papežem in cesarjem Friderikom II. Barbarossa je papež Aleksander II. Na tretjem Lateranskem koncilu leta 1179 določil, da je potrebno za veljavno izvolitev papeža, da je potrebna dvotretjinska večina navzočih kardinalov volivcev. Nova pravila za izvolitev papeža je na drugem Lionskem koncilu leta 1274 določil papež Gregor X. In ta določila v svojem bistvu veljajo še danes. Nasledniki so jih nekoliko modificirali, so dodali kakšna nova določila, ampak v svojem bistvu so ostala enaka. In sicer, da v kuriji navzoči kardinali po papeževi smrti čakajo na odsotne kardinale največ 10 dni. No, ta rok se je sedaj nekoliko raztegnil. V času volitev, že od te sinode dalje, je vsak stik z zunanjim svetom bil kardinalom prepovedan. Da bi skrajšali volitve, da bi skrajšali to obdobje sedis vakance, je konstitucija določala, da kardinali v času volitev niso upravičeni do svojih rednih dohodkov in da pri vsakem neuspešnem dnevu volitev skrčijo nekoliko obrok hrane volivcev. Papež Hadrian II. Je 2 leti kasneje seveda ta stroga določila preklical, vendar je že Celestin V. leta 1294 ponovno uveljavil določila Gregorja X. in za njim, Celestin je vladal vsega 5 mesecev, na to papež Bonifacij VIII. Najdaljša, nekaj več kot 3 leta dolga sedis vakanca po smrti papeža Klemena IV., on je umrl 29. septembra leta 1268, se je končala pravzaprav spektakularno. Volitve papežev so potekale v Viterbu in ker se to vleklo in vleklo, so se meščani Viterba s časoma teh volitev naveličali in so zreducirali obroke hrane volivcem, tako da so ob koncu dobivali samo še kruh in vodo. Poslopje, kjer so volili papeža, so zastražili z vojsko, da ne bi kdo pretihotapil hrano v palačo, kjer so volili papeža. In ko tudi to ni pomagalo, so preprosto odkrili streho, tako da je na zbrane kardinale sijalo žgoče sonce. No in to je končno vendar pripomoglo k temu, da so uskladili svoja stališča. Ja, kot sem rekel prej, problem je bilo vmešavanje svetnih vladarjev v volitve papeža.
ki so kardinale določenih narodnosti zadolžili, da seveda morajo izvoliti njihovega kandidata. In tako je prerekanje med španskimi, francoskimi in recimo nemškimi kardinali, italijanskimi kardinali lahko povzročilo takšno dolgo zamudo. Kardinali so v Viterbo sicer dosegli kompromis, izvolili so arhidiakona iz Lütica, ki je bil pa takrat na romanju v Sveti deželi. Se pravi, Sveta sedisvakanca kljub izvolitvi še nekoliko zavlekla in papež novi Gregor X. je bil kronan v Rimu šele 27. marca leta 1272. Poznamo pa tudi druge primere. Najkrajši konklave je trajal vsega en dan. Kardinali so se zbrali po smrti papeža Honorija III. K volitvam že takoj naslednji dan. Umrl je 18. marca leta 1227. Naslednji dan so se kardinali zbrali k volitvam in še v prvem krogu izvolili njegovega naslednika, ki si je prevzel ime Gregor IX. Kljub tem strogim določilom je konklave po smrti papeža Benedikta XI. Leta 1304 zopet trajal kar 11 mesecev. Neenotni kardinali so se končno odločili za kompromis in 5. junija leta 1405 izvolili za papeža bordojskega nadškofa de Gotha, ki si je prevzel ime Klemen XI. Ko je prišla delegacija k njemu v Bordeaux, ko so mu povedali, da je izvoljen za papeža, ga vprašali, če volitve sprejme, in jih je sprejel, je na presenečenje vseh ostal v Franciji. Ni odšel v Rim, dal se je kronat v Lyonu, po nekaj mesečnem potovanju po Franciji se končno ustalil v Avignonu in s tem nastopi isto dolgo obdobje tako imenovani avignonskih papežev, ki ga je končal leta 1476 Gregor XI, ko se je vrnil ponovno v Rim. Ko je naslednje leto umrl, so se italijanski kardinali zbali, da bodo ponovno izvolili francoskega kardinala, ker so bili pač francoski kardinali v večini. Niso čakali na prihod francoskih kardinalov, ampak so kar na hitro v Rimu izvolili za papeža nadškofa iz Barja, ki si je prevzel ime Urban VI. Po prihodu francoskih kardinalov v Rim, ko so ugotovili, da je papež že izvoljen, so se umaknili v Fondi, pridružili so se tudi tisti italijanski kardinali, ki niso bili zadovoljni z izvolitvijo Urbana VI. In v Fondiju so izvolili novega poroti papeža, ki se je imenoval Klemen VII. In se je umaknil v Avignon. Tako smo imeli v cerkvi, ki se je razdelila naenkrat kar dva papeža. Romanske dežele so priznavale francoskega papeža, medtem ko so nemške dežele priznavale rimskega papeža. Leta 1409 so se kardinali obeh papežev, avignon-skega in rimskega, dogovorili, da končajo razmere, ki so v cerkvi, zbrali so se na koncilu v Pizi, odstavili oba papeža in izvolili novega. Samo seveda niti rimski, niti avignonski papež se nista bila pripravljena svojemu naslovu odreči, in zato smo naenkrat imeli namesto dveh kar 3 papeže. Razmere so trajale do leta 1417, ko so na koncilu v Konstanci potem prepričali avignonskega oziroma rimskega papeža in papeža iz Rima, da sta odstopila. Avignonskega so zapustili kardinali in se je
umaknil, izvolili so novega papeža Martina V. in s tem se je končal tudi razvoj v cerkvi. Volitve papežev so navadno potekale v kraju, kjer je papež umrl. Od 16. stoletja dalje je bilo to večinoma, ne vedno, ampak večinoma v Rimu. In sicer so jih do leta 1870 volili v papeški palači na Quirinalu. Rim je bil sedež papeške države. Ko je Italija zasedla Rim in so se papeži umaknili v Vatikan, so potem volili tudi papeža v Vatikanu oziroma konkretno v Sikstinski kapeli. Leta 1798 so Francozi zasedli Rim, razglasili Rimsko republiko, papeža Pija VI. Odpeljali v ujetništvo v Francijo, kjer je leta 1799 tudi umrl. Kardinali se niso mogli zbrati tokrat v Rimu, zbrali so se na avstrijskem ozemlju in sicer na otoku San Giorgio v Benetkah, kjer so leta 1800 za papeža izvolili Pija VII. Še mogoče par zanimivosti o papeškem pokrivalu oziroma o njegovi kroni. Prvo papeško pokrivalo je izpričano proti koncu 4. stoletja. Obliko krone je to papeško pokrivalo dobilo leta 858, ko je bil z njo kronan papež Nikolaj I. Bonifacij VIII je leta 1294 tej kroni dodal še eno in končno papež Klemen V. leta 1305 še tretji. Tako je nastala ta trojna krona ali tiara, ki je ostala v veljavi vse do papeža Pavla VI., ki je sicer še bil kronan s papeško krono, vendar jo kasneje v času svojega pontifikata ne več uporabljal, medtem ko se Janez Pavel II. Že ni več dal kronati s tiaro, odhajajoči papež Benedikt XVI. Pa je umaknil celo iz papeškega grba. Prvi, ki je po svoji izvolitvi zamenjal svoje krstno ime, je bil papež Janez II., ker leta 533, ker je bil prepričan, da njegovo ime, na katerega je bil krščen Mercurius, se za papeža ne bi spodobilo. V splošno veljavo pa je sprememba imena krstnega izvoljenega papeža prišla v veljavo s papežem Janezom XII. Leta 955. Volilni lističi pri volitvah kardinalov, pri volitvah papežev so izpričani prvič leta 1406. Volilne lističe so seveda po izvolitvi papeža in ko je on prestal na izvolitev vedno zažgali. Od leta 1903 se je uveljavila praksa, da so zunaj čakajočim, na trgu Svetega Petra čakajočim vernikom sporočili volitve, izid volitev z dimom iz Sikstinske kapele. In sicer črn dim je nakazal, da papež ni bil izvoljen, bel dim je nakazal, da je bil izvoljen. Črn dim so dosegli s tem, da so volilnim lističem predali mokro slamo. Ker pa je pri volitvah Janeza Pavla II. Prišlo do negotovosti, ali je dim črn ali bel, je on potem določil, da se volilnim lističem doda posebna kapsula s kemičnimi sredstvi, ker je dim enoumno črn ali bel. Istočasno pa je določil, da zazvonijo tudi zvonovi Svetega Petra, da bi na ta način bila končana negotovost. Toliko o
volitvah papežev, o vlogi Benedikta XVI. V cerkvi, bosta povedala moja sogovornika. Naj morda samo dodam, da je pač Benedikt XVI. Bil tesno povezan s razmerami v cerkvi slovenske, ne samo da je imenoval kar 4 slovenske škofe, Janeza Jamnika leta 2005, Marjana Turnška 2006, Petra Štufa leta 2006 in Stanislava Lipovška 2010, da je kar 6 škofov imenoval potem za ordinarje, nekatere že pomožne škofe, nekateri tako je postal glavan novomeški škof, Marjan Turnšek Mursko-Soboški, Anton Stres Ljubljanski, Peter Štumpf v Murski Soboti, Lipovšek v Ceglu in Bizjak, prejšnji pomožni škof v Kopru, ordinarij v Kopru od lanskega leta. Predvsem je pomembno, da je preuredil cerkveno pravo na slovenskem. Leta 2006 je ustanovil, je povzdignil mariborsko škofijo v metropolijo in je dodelil kot sufragana novo ustanovljeni škofiji v Murski Soboti in v Celju. Ljubljanska škofija pa je ohranila kot sufragana koprsko škofijo in dobila novo ustanovljeno škofijo v Novem mestu. Pali kot znamenje metropolitove oblasti je podelil 4 slovenskim nadškofom, leta 2005 ljubljanskemu nadškofu v Ranu, leta 2006 mariborskemu nadškofu v Krambergerju, leta 2010 ljubljanskemu nadškofu v Stresu in leta 2012 mariborskemu nadškofu v Turnšku. Imenoval je slovenskega kardinala, leta 2006 nekdanjega ljubljanskega nadškofa dr. Franca Rodeta. Razglasil je 3 slovenske blažene, leta 2010